Živijo in lepo te pozdravljam v nebeško skopu za mesec april. Meni se zdi, da po sončevem mrku, ki je bil 28.3. in je bil zelo močen in je sprožil energije, v mesecu aprilu prihajamo v en tak regenerativni mesec, ko nekako prihajamo iz zimskega obdobja, ki je za veliko ljudi bilo zelo, zelo transformativno obdobje in v manifestacijsko obdobje meseca maja, kjer se zelo ukvarjamo z manifestacijo, idejami, novo energijo, sonce pride in tako dalje. Ampak ogromno ljudi nekako sem ugotovila v svoji karieri, da dostikrat kar nekako čakajo, da jih bo narava sama obnovila, da bo prišlo neko obdobje, ki jih bo samo obnovilo. Pa v resnici to ni mogoče neka čist dobra ideja, ampak zelo pomembno je, da mi vemo, da ravno tako kot ima narava svoje cikle, a ne, pozimi je čist drugačna kakor spomlad, spomlad je drugačen kot poleti in tako dalje, moramo tudi mi upoštevati, da imamo svoje cikle. In ko prehajamo iz ene sezone v drugo sezono, ni to samo fizično, torej razumeš zima pa pol pomlad, ampak je stvar tudi energijska. In sama zima in te planetarni premiki, ki so bili, pa poravnave planetov in tako dalje, so predvsem ljudi utrudile. Okay? Zato sem jaz začutila, da bi mi naredili nebeško skop s pomočjo zdravilnih kart. To pomeni, zbrala sem reiki karte, a ne, ker so zdravilne karte, sporočajo o zdravilnosti. In zato, da ne bi ti spustila priložnost teh večjih manifestacij, bi bilo zelo dobro, da za vsako znamenje tokrat pogledamo, kateri samo zdravilnosti se rabiš posvetiti. Torej, kje je bila tvoja največja transformacija, pa mogoče sploh nisi vedela, ker je bila na neki podzavestni ravni, kje je to bilo, kje bi bilo dobro, da meditiraš, če imaš rada meditacijo, ali da se podpreš z duhovnim tečajem, ali delavnico, ali z reikijem, karkoli pa že od duhovnih tehnik uporabljaš. Ampak kaj je v bistvu tisto, kar potrebuješ kot samo zdravilne energije? Temu se bomo tudi posvetili v našem ateljeju. Torej, v mesecu aprilu bomo imeli, lahko si pogledaš na potovanju duše.si, bomo veliko imeli teh zdravilnih, pa hkrati manifestacijskih meditacij, imeli bomo tudi recimo delavnice, kot so duhovni X, za prebuditev pač energije, pa bomo imeli samozdravilni reiki, katerega že dolgo ni bilo, za ljubezen do sebe in tako dalje. Skratka, imeli bomo res luštne stvari, tako da lahko si pogledaš na potovanje duše.si, tudi v tekstu tega videa nekje sem to pripela, samo tako, da veš, da te tudi mi lahko podpremo, pri čemerkoli že potrebuješ, a ne? Ampak zdaj si bomo pa pogledali predvsem, kaj je tisto, kar potrebuješ. Začeli bomo z kozorogi. Jaz bom povlekla karto, bom pokazala, kaj je, potem sem si jo pa še posebej tamle pripravila, da vam jih lahko tako tudi pokažem, a ne? Torej, kozorogi, vi ste prvi. Kaj bo vaša samozdravilnost? Ekola, karta, številka 15. No, pa dajmo kozorogi pogledati, tole ni tale karta, ampak je tole vaša karta, a ne? Dragi kozorogi, vi rabite samozdravilnost, ki prihaja iz komunikacijskega polja. Veliko stvari, ki se vam dogaja ali pa se vam zdi, da vam jemlje energijo, pa da vam gre že malo v lekcijo, je zaradi tega, ker niso bile stvari skomunicirane. Zelo dobro je, da naredite samozdravilnost v obliki pogovora. Če vas kaj mori v odnosu z drugimi ljudmi, je čas, da jim to poveste. Čas je, da se izraste, da ne zadržujete svojih občutkov, zaradi tega, ker te občutki vam sprožajo odtekanje energije. Okay? Tako da boste naredili to pisno ali boste naredili to govorno, kakorkoli že, ampak rabite se pogovarjati. Pa jaz mislim, da ne samo z drugimi ljudmi, ampak da se rabite pogovoriti tudi svojo dušo, da malo rabite obnoviti sami sabo, da se sami iskreno pogovorite sami sabo, ugotovite, kaj si želite, kaj je bilo premalo za vas, kje ste se nekako dali v
razumeš, neko svojo jamo tam noter z eno majhno svetilko, zaradi tega, ker bi bilo prav, da ste videni, da ste slišani, da ste upoštevani, pa tudi, da imate malo boljši stik sami sabo. Tudi angeli in ostala bitja, vam iskreno povem, vas zelo, zelo čakajo, da kakšno priprošnjo predate. To pa evo tako čisto zraven, a ne? Tako da to ste bili kozorogi. Zdaj gremo pa naprej na vodnarje. Dragi vodnarji, kaj boste pa vi samo zdravili pri sebi? Kaj bo vaša karta? Ekola, karta številka 36, jo zdaj pokažem, karta številka 36, tole bo tale karta. Zdaj, če pogledamo karto, a ne, v tvoje življenje prihaja neka čista nova sreča, morda rojstvo, selitev, nekaj velikega, to prihaja z roko v roki, z obiljem vseh vrst. Kaj, glede na to, da je naš današnji nebeško skop, da sprašujemo samo zdravilnosti in dobimo to karto, torej reiki obilje. Kaj zdaj v bistvu ta karta pove? Da rabite še naprej verjeti v svoje sanje. Da rabite ozdraviti, če se vam je zdel, vodnarji, da imate neke sanje, pa da grejo prepočas, da vas vesolje pri teh sanjah ne podpira, kakor da se dogaja, da se ne dogaja mogoče po vaše in potem, itak sem ful pridna, delam stvari, pa nič se ne zgodi v moj prid. Če je mal ta želja ugasnila, če ste mogoče glede svojih želja pa sanj čutili frustracijo, rabite zdaj pozdraviti. Vaše sanje ni treba pozdraviti, je treba pa pozdraviti to vero v njih, da še vedno verjamete, da še vedno možno, da je še vedno možno, da pride neka nova sreča, nek velik preobrat, ki najmanj pričakuješ in tako dalje. Odpri vrata, še vedno si dovolj verjeti. Tudi če je bilo kakšno manifestacijsko razočaranje, če se ti je zdelo, da so neke zamude in tako dalje, ti to ni bilo všeč, obnovi, naredi zdravilnost v vero, v svoje sanje, obilje in da vesolje te podpira in da ti bo prinesel te stvari zagotovo. Ampak na tem rabiš narediti zdravilnost. Okay? Zato, ker rabiš narediti, da ti to potem lahko pride v življenje, kar je ta karta, veš. Tako da, izjemno vodnari, a ne? Izjemno. Naslednje boste pa ribice. Kaj boste pa ribice samo zdravile? Vaša karta ribice. 35, kaj je vaša karta, reiki posel, ga bom zdaj pokazala. Tole je vaša karta. Trenutno je pomembno, da se osredotočiš na svoj posel, potrebuje tvojo pozornost in predanost, vanj usmeri svoj čas, energijo in denar. Torej, vaša kariera, poslovne vizije, drage ribice, so pomembne zato, da se vi nasplošno kot cela energija dobro počutite. To je za vas zelo pomembno. Tako da, če ste bili v poslu nemotivirani, nezadovoljni in tako dalje, vam vpliva na več stvari, kakor samo na denar pa na manifestacijo, ampak vam vpliva tudi na ta nek smisel življenja, smisel inkarnacije in to veliko bolj, kakor si vi predstavljate. Tako da za vas je zelo pomembno, da ozdravite vsa poslovna prepričanja ali pa če v poslovnem okolju kaj ni bilo zdravo, kakšni odnosi in tako dalje, tudi svoj odnos do denarja ozdraviti in tako dalje, to je vse, kar je za vas ribice pomembno, zaradi tega, ker vam to daje neko motivacijo, nek smisel pa neko povezavo z življenjskim poslanstvom, tako da bi bilo treba na tem področju nekaj narediti, pa tudi stvari poslovno izboljšati in vi boste aprila imeli zagotovo to priložnost. Ne? Po ribicah bomo šli pa na ovne. Kaj boste pa samo zdravili? Ovni, vaša karta, ovni, 41, karta številka 41, reiki predmeti, bomo pogledali skupaj. Vsaka stvar se lahko spremeni v sodobni predmet, ki pošilja energijo in podpira ali pa srka energijo in jo shranjuje. Napolni svoje predmete, ki so ti pomembni in spremeni v močna energijska orodja, s katerimi energijsko polniš sebe in podpiraš druge. Vi pa rabite na vas, dragi moji, pa ovni je zelo vplivalo in okolje, kje se zadržujete, stvari, ki jih uporabljate
in vpliva na to, na vašo osebno energijo. Zagotovo ovni, za vas je zelo pomembno, da prečistite prostor, energijsko prečistite prostor, zdravilnost tega rabite, da pogledate mogoče, veš kaj meni uletelo, ko se je tale karta odprla, da pogledate, vam bi ful dobro prišlo, evo tisto pomladansko čiščenje, lej, tako je, vam bi ful dobro prišlo, res iskreno ti povem, da bi malo pogledali, koliko šare imate doma. Koliko šare imate doma, koliko imate doma stvari, ki so nametane, zadržujejo vam energijo. Pretočnost vašega telesa zadržuje vse, kar je okrog vas. Ful bi bilo dobro, da naredite neko večje čiščenje prostora, da pospravite, da vržete stvari stran, ki jih ne uporabljate, da sprostite prostor okrog sebe, zato ker direktno vpliva na vas in na vašo auro. In to bi bilo zelo pametno narediti. In predmete, ki so sam na vlaka, vidiš, kako je ful nametanih stvari. Jaz sem to dobila informacijo, ful nametanih stvari vam ne pride prav, res vam ne pride prav, niti manifestacijsko ne pride prav in bi bilo zelo dobro ovni, da to vsekakor uredite. Ne? In po ovnih boste na vrsti biki. Kaj boste pa vi zdravili, samo zdravili? Evo. Biki, imate pa karto številka 16, tole bo zdaj vaša karta, a ne? V tebi se nahaja starodavna modrost, ki jo nosiš v svoji duši že tisočletja, sedaj je čas, da prinese pot sreče, tako da se še bolj posvetiš izvajanju svojega življenjskega poslanstva. Biki, vi pa rabite obnoviti odnos do svojega življenjskega poslanstva. Nekaj je, da imaš obveznosti, pa druge ljudi, pa treba skrbeti za njih, pa tako vse razumem, ampak vi rabite ozdraviti to, če ne vas bo duša začela dobesedno boleti, res rabite ozdraviti to, zakaj ste vi prišli na planet Zemlja. Lepo je, da drugim ljudem pomagate, lepo je, da so tu drugi ljudje in tako je pomembni, ampak zakaj ste vi prišli na planet? Treba je obnoviti ono pravo namero življenjskega poslanstva, kaj res za njega naredite. Ker če stvari ne naredite, ker pravite, da nekaj drugega zahteva energijo, bi vas znala duša boleti. Obnoviti stik s svojim življenjskim poslanstvom, svojo namero, to je za vas zelo pomembno. Vam konkretno bi svetovala, da si pogledate 7. maja je dušna transcendenca, tečaj zelo kratek, ampak obnavlja tale stik. Okay? Vaše življenjsko poslanstvo se mu zdi, da ima večji potencial, veliko večji potencial, kakor ste pa vi bili pripravljeni v njega vlagati. In to malo je bolečina za dušo, kar si pa ne želimo. Aj prav. In po bikih boste tukaj dvojčki. Evo, tale se mi je kar na roko prijela, dvojčki. Evo, 32 karta. Dvojčki bom pokazala, tole je tale karta. V sebi nosi zdravilne moči in zmoriš podpirati svetlobo. Te darove lahko uporabiš zase ali pa pomagaš drugim. V svoji dlani prikliči simbol Palm Master. Skratka, reiki dlani. Vi na splošno rabite energijsko pretočnost dvojčki v telesu. Ali rabite malo stik z naravo, ali se rabite malo odpočiti, predvsem bi vam pa jaz predlagala, da se lotite neke samozdravilnosti, imate neverjetne bioenergetične reiki sposobnosti, zato se ne da je kaj tako narobe, ampak malo več telesne pretočnosti rabite. Ali ste se kaj ful sekirali, ali ste v službi ful veliko delali, vi rabite se malo ustaviti pa se nafilati. Nič ni tako narobe, ampak splošno samo zdravilnost, ki gre skozi telo rabite. To je ta karta, ki gre skozi telo. Lej, še vedno greš lahko k meni, imaš 11. maj, mislim, da je, imaš angelski reiki, začenjam šolo točno za to, za reiki, ki prinaša zdravje, ki prinaša pretočnost v telesu na vseh nivojih, ko si lahko pogledaš, ali pa če na kakršen koli drug način to narediš, ampak če hočeš manifestirati, rabiš več energije v telesu, več energije treba zgenerirati oziroma energijske pretočnosti v samem telesu. Okay? Dosti je bilo tega hitimo, delamo, včasih se treba tudi ustaviti pa nafilati, zato da potem lahko kreirate naprej. To je dvojčki za vas izjemnega pomena. Okay? In potem naslednji ste raki. Okay, dragi raki.
Evo, karta številka 13 bo pa za vas, dragi raki, pokažem še na zaslonu. Karta številka 13. Čarobna palica, ki podpira čarovnijo življenja. Vsi čudeži so vzeli za let, da bi prileteli k tebi. S simbolom prejmi kar na svoj način vse, kar želiš, da se pozlati v izjemnem uspehu. Veš, kaj pa je to? Vi pa rabite zdravilnost pričakovanj. Vi pa rabite pozitivno razmišljanje, tako malo klasično. Vi pa rabite pričakovati, da bo vse noro, da bo vse the best, pozitivno razmišljanje, to bomo vse zrihtali, to bomo vse naredili, to se bo vse pozlatilo. Vam ne bi prišlo prav, torej, ko govorimo o samozdravilnosti, vam ne bi prišlo v tem obdobju prav kakršnokoli obupavanje, pa to je težko, pa ne vem, pa ne moram, pa preveč je. To vam ne pride prav za manifestacijo. Lejte, imate prav karto manifestacije. Res je za vas, dragi raki, pomembno, da ste veseli, da ste srečni, da pričakujete in s tem to pritegnete sebi. Če tega niste imeli, če imate, ojačajte. Če pa niste imeli, če ste imeli bolj težke misli, če ste malo bolj pričakovali, pa stvari ne bojo v redu, meditacija, reiki, karkoli boste že uporabili, uporabite za to, da se tega spucate. Zato, da se vam lahko odpre, imate dobro manifestacijo, imate na voljo. Ampak, če se nima na kaj pritrditi, džabe pol. A veš, kaj mislim? Tako da, ful je pomembno za tebe. Res, res, dragi raki, zelo pomembno je, da to naredite. Okay? In po rakih bomo imeli leve. Kaj morate pa levi? Samo zdraviti. Ti, kar pridi tukaj. Evo, karta številka 43, dragi levi. Vam takoj pokažem tole karto, samo malo. Evojo, tole je vaša karta. Okoli tebe je nekaj zelo pozitivnih in pametnih ljudi, lahko ti pomagajo pri tvojih načrtih, ne delaj vsega sama. Povezuj se z njimi preko simbola 5 krogov, na to jim zaupaj svoje načrte, pomisleke, želje in dovoli, da ti pomagajo. Dragi levi, vi pa morate, ne gre se niti za ozdraviti tukaj, ampak lahko bi, ker govorimo o samozdravilnosti, ampak predvsem, vidiš ta telefon kle gor, povezati se. Povezati se, torej, ko imate svoje želje, načrte, ponudice, ne čakati, ozdravite, mogoče, ker govorimo o zdravilnosti, ozdravite to, da mora biti pravi trenutek, kdaj se boste nekomu nekaj ponudili, pokazali, da hočete sodelovanje, kakšno pomoč in tako dalje. Zaradi tega, ker če boste čakali, treba je ozdraviti ta čas, je škoda, ker bi kup enih priložnosti zamudili, ker jih ni treba. Dajte povezati se, ne čakati, pravi trenutek, ko me bo dosti ljudi poznali, ko bom to, tako ne. Vi definitivno ozdravite to, da vi čakate nek pravi trenutek, zato da boste lahko optimalno manifestacijo ven dobili. Ozdravite to razmišljanje, prva se manifestacija že pripravljena. Jaz na vašem mestu bi se nastreljala, dobesedno nastreljala, energijsko, ne fizično, kaj streljate, okay? Energijsko bi se nastreljala ljudem, tukaj sem, tole imam, tole si želim, lahko skupaj naredimo, mi lahko pomagaš. Dej se ven, ker imaš možnost, da se ti ljudje definitivno odzovejo in ne ozdravi to, da ni zdaj pravi trenutek, ni pravi še čas, da še nisi dosti naredila si. Tako, začnite se povezovati, začnite se izpostavljati. Veš, to je telefon, to so tudi recimo socialna omrežja in tako dalje. Dejte se ven, odziv bo, absolutno, dragi levi, odziv bo in pozitivno bo. Tako, to bi bilo zelo dobro, da naredite, dragi levi, a ne? In potem imamo naprej device. Device, tole je pa vaša karta in vaša karta je številka 38, jo rabimo poiskati, to je ta karta. Prihajaš iz napredne civilizacije, ki je dom visoke zavesti, ko duša preko inkarnacij na zemljo prinašaš luč, ki dviguje zavedanje. Tvoje poslanstvo je, da na ta planet prinašaš nova znanja, zdravilne metode in svetlobni napredek. Zdaj, ko govorimo o samozdravilnosti, se tukaj pri tej karti ne gre za to, da rabite vi kaj ozdraviti, ampak se gre bolj za to, da je neko zdravljenje na voljo, ki ga rabijo drugi ljudje preko vas. Okay? To karto ste dobili tisti, ki ste reikisti, lightworkeri, duhovni učitelji, učitelji meditaciji, biraj, karkoli hočeš.
Vi ste angeli na zemlji, duhovni učitelji na zemlji, zen mojstri na zemlji, v sebi imate ta znanja in duhovnost vas vleče, absolutno vas vleče, če ne bi poslušali nebeško skopo. Nekdo, ki ga duhovnost ne zanima, ne posluša neko Kristi Žmahar, pa tam njene nebeško skope. Veš, kaj mislim? Kar pomeni, da te to zanima in da to poslušaš zaradi tega, ker je to del tebe, zaradi tega, ker je to v tebi in pri tebi samo zdravilno skliče ne toliko za tebe, ampak se gre bolj za to, da ti to imaš in da bi bila ful srečen, če bi to ponudila svetu. Da bi bilo ful dobro, da pogledaš, kaj lahko deliš s svetom, kaj lahko deliš z drugimi ljudmi, katera duhovna znanja lahko deliš, ker to bi te ful usrečali in preko tega bi vedno imela tudi in vedno bi imel dostop do res pomirjenosti, pač sreče v življenju, a veš, točno tako je. Tako da, če imaš kje tečaje, ki te aktivirajo to, imaš pa duhovno atelje v potovanju duše, kaj praviš? To ti je res na voljo, tako da spoglejte se s tem, ker bi bili zelo zaželeni in zelo bi vas rabili. Torej, po devicah pa potem tehtnice. Kaj pa tehtnice boste zdravile, samo zdravile? Tole je vaša karta, karta številka 37. Pokažem karto. Tole je karta. Trenutno hodiš skozi velike spremembe, za katere pa je pomembno, da se na nje čim hitreje prilagodiš, kajti prej, ko jih razumeš, prej bojo delovale zate, ne upiraj se jim. Vi pa ste, da ne probate v tem obdobju ozdraviti to izsiliti stvari. Stvari, ki hočejo iti, pa jih probate na silo zaustavljati, zato ker nočete teh sprememb, zato ker vam ni všeč, kaj naj bi te spremembe prinašale, bi vam znale ogromen energije pokuriti. Tako da, moj nasvet za to obdobje je bilo, prihajajo vam neke spremembe definitivno v življenje, stvari, ki pridejo, nikar ne misliti, da so slabe. Naredite nov načrt, prilagodite se, če je treba kaj se zjokati, premeditirati, to naredite, stvari, ki se vam upirajo, stvari, ki vas sam dol vlečejo, stvari, ki vas prizadanejo, tudi če so to ljudje, spuste jih naj grejo naprej, ker vam bojo sam požrli življenjsko radost. Niste nič kaznovani, nič ne delate narobe, včasih ene energije v življenju morajo iti naprej. Dovolite si, da stvari, kar res vam samo spanec kradejo, da jih spustite naprej. Naj grejo naprej, naj odpotujejo naprej, dovolite si, da gre to. Dovolite si, in da se pač prilagodite, to je zdaj nova situacija. Čas je, da se stvari spremenijo. Ne probite zadrževati stvari na isti točki, ker niso več energijsko bogatstvo, ampak bi vas znale sam zaustavljati. Res. Tako da spustite, ker boste ugotovili, da boste dobili veliko boljše stvari, kot zdaj pričakujete. Prav tehtance. Potem ste tukaj škorpijoni, naslednji. Kaj boste pa škorpijoni zdravili? Karta številka 3, dragi škorpijoni, tole je pa tale karta. Pogum, čas je, da dokončno opraviš strahovi in dvomi vase, postaviš močno energijo na deneš, krona samozavesti. Vi rabite zdrav to, da se kdaj počutite, da ste v dvomih, da niste dosti močni, da niste dosti sposobni. Škorpijoni, pozabite vi te zgodbice vaše glave, to ni res. Delite na tem, da spuščate, da zdravite strahove. Pejte k Mihaelu na duhovni X, da je že ima 16. aprila, meni se zdi, delavnico. Ozdravite odnos do sebe, ozdravite to, da vi zmorete, naj vam nobena kritika, vse, kar drugi ljudje govorijo, naj vam gre to čez glavo pa ven. Ne, opravite s svojimi strahovi, najte si meditacije, najte si tečaje, vse tako naprej, da z njimi opravite, da se nikogar in ničesar več ne bojite, da res razumeš, da si res date pogum, samozavest na glavo, zaradi tega, ker pol ste neustavljivi. Vse, kar ste si kadarkoli zaželeli, lahko vi dobite. Manifestacijsko, to je ta karta, je za vas to pripravljeno. Vse, kar vas lahko ustavi na tem poti, ste samo vi sami, da bi vas bilo strah. Torej morate zdraviti strahove. Nikar tega. Naredite vse, da boste čutili pogum, da greste naprej s tem, tudi če vas je malo strah, zato ker vam bojo dobre poti. To je karta sončnic. Sončnice predstavljajo srečo. Tako da
škorpijoni, računam na vas. In še zadnji boste, evo, ste se malo načakali, strelci. Kaj boste pa vi zdrave, strelci? Evo, še zadnja karta, 21, dragi strelci, tole bo pa tale karta, tole vaša karta, izvleci nož iz svojega ranjenega srca, odreci se krivdi, zameram, spusti, kar je bolelo. Ozdravi se tega zato, da lahko stopiš naprej, ne glede na to, kar se ti je zgodilo. Dragi strelci, vi pa boste zdravili preteklost. Verjetno vam ali v tem obdobju v preteklosti ni bilo najlažje. Lahko ste bili razočarani, lahko ste bili prizadeti. Nekatere stvari se zgodijo, niso lahke, ampak poglej golubico na tej karti, zato da te osvobodijo, zato da iz njih spoznaš stvari, da zrasteš iz teh stvari in da greš svobodno, ker cela ta slika prikazuje, da greš naprej. Okay? Ne se držati preteklosti, ne se več bati, da se bodo stvari ponovile, ne se zapreti, ne reči, da nikoli več ne boste zaupali ljudem in tako dalje, ne se kriviti za stvari, ki ste jih naredili, vse je izkušnja. Rabite kup enega čustvenega zdravljenja, nežnosti. Vam bi definitivno predlagala, da se spogledate pri meni za samozdravilnim reikijem, ki ga imam sredi aprila. Čas je, da se osvobodite tega. Bila je izkušnja, iz tega ste se naučili, zdaj si pa morate dovoliti, da nadaljujete. A prav, a se lahko strelci zmenimo, a ne? Tako da, in to so bile naše karte in to je bil v bistvu naš samozdravilni ples. In ta samozdravilni ples, ko sem pogledala, bom zdaj pogledala na svoj plankec, ti bom povedala, se bo nadaljeval seveda tudi za številnimi lepimi dogodki, kjer bomo podprli vsako izmed vaših astroloških znamenj. 10. aprila prihaja čisto na novo pri Mihaelu, samo še 2 prosti meseci sta tečaj avalonske magije, kjer se boste učili manifestirati čudeže. 16.4. samozdravilni reiki za vse, kar rabite odnos do sebe nazaj. 18.4. duhovni X-faktor, le še 3 prosta mesta za vse une, ki si želite od življenja nekaj več. Rečete, ne bomo sam tiska je v redu, hočem un X-faktor, razumeš? 22.4. le še 2 prosti mesti tudi. Kaj je s temi tečaji pri Mihaelu? Akaški jackpot, evolucija zavesti. Velika evolucija zavesti. In 27.4. za une, ki imate radi kristali, specializant kristaloterapije. To je, kar imamo od tečajev pa delavnic na voljo. Meditacije meseca aprila pa bojo 9.4. praznik samorogov za zdravljenje občutka izgubljenosti v svetu, 14.4. Merlinovi manifestacijski napoj po polni luni in 28.4. bas prednikov, če se vam zdi, da morate s predniki nekaj razrešiti ali pa da rabite njihovo pomoč. Vse to in še več torej nas čaka. Program je res lep, zelo nežen, zelo ljubeč in najdeš ga na potovanjeduše.si. Tako da želim ti vse najlepše, resnično v mesecu aprilu, naj se vse to zaktivira, kar smo se pogovarjali. Tako da naslednjič, ko se vidimo, ti želim vse dobro, lepo se imej in čau.